Če smo še lani poročali predvsem o izgubljenih bitkah v vojni Pilatusov proti krajinski arhitekturi, imamo tokrat bolj ugledne novice. Odbor za obrambo je namreč dal zeleno luč za 780 milijonov težak program investicij. In to kljub temu, da se naše oborožene sile po mogočnosti že zdaj zlahka kosajo z vsako večjo vardo. Poleg investicij v orožje, informacijsko tehnologijo in neuradno v dentalno opremo, program predvideva tudi investicije v šolstvo. Poglejmo, kakšne. Bo vojaški modul del programa nekaterih fakultet? Število slovenskih vojakov iz leta v leto namreč pada, zato je med ukrepi Ministrstva za obrambo za prepričevanje mladih k pridružitvi Slovenski vojski tudi predlog uvedbe vojaškega usposabljanja v študijske programe. Prav ste slišali, vojska želi prepričati študente, da namesto diplomirani intelektualci raje postanejo oboroženi prekarci. Kako točno jim bo to uspelo, uradno še ni jasno, se pa šušlja, da naj bi po zgledu predmeta spoznavanje narave in družbe kmalu dobili predmet spoznavanje vojaške službe. Del usposabljanja naj bi bilo tudi šolsko dežurstvo v Dvojicah, kjer bo eden stražil na severni strani fakultete, drug pa na južni meji. Namesto zahtevnega zaključnega izpita z ocenami od 1 do 10 pa naj bi odigrali enostavno igro med dvema ognjema z ocenami od mu do zu. Zadaneš sošolca? Manj upravičeno. Zadaneš migranta? Upravičeno. Zadaneš opozicijskega poslanca? Zelo upravičeno. Program investicij naslavlja tudi izziv zaposlitve vojakov po 45. letu. Upokojeni poklicni vojaki so namreč v podobno težkem položaju kot upokojeni poklicni športniki. Le da brez prepoznavnosti za svoje zasluge. Ali pa denarja. In s posttravmatsko motnjo. In rešitev? Med možnostmi se omenja zaposlitev v Slovenski vojski kot specialisti, lahko bi skrbeli za varovanje objektov vojske ali pa se recimo zaposlili v katerem od drugih ministrstev. Prav ste slišali, upokojeni vojaki bodo lahko postali specialisti. Katero delovno mesto točno se skriva za tem častnim nazivom, ni znano, neuradno pa se omenjajo naslednje možnosti. Specialist za menedžment fekalnih in drugih odpadkov, po domače čistilec. Specialist za audiovizualno detekcijo skladnosti mikromigracij, po domače vratar. Ter specialist za individualno manualno kalibracijo strelnega orožja, po domače tarča. Ne glede na številne možnosti specializacije, pa naj bi se večina upokojenih vojakov vendarle odločila, da gredo pod okrilje drugega resorja, natančneje na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Z drugimi besedami, brez dela bodo obremenjevali družino in vlekli socialno. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.